Najbolje, da kar začnemo. Najprej dober večer, pa mi dovolite, da na začetku pozdravim doktorja Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora in njegovega kolega Mitja Horvata, predsednika Mandatno-volilne komisije Državnega zbora. Sem vesel, da sta ta večer med nami. 19. pogovorni večer v okviru foruma za dialog med vero in kulturo ima naslov Sporazum TTIP, trgovina prihodnosti ali trgovanje s prihodnostjo. Sporazum, ki je v procesu nastajanja, bo marsičem določal naše vsakdanje življenje. Zato smo še kako zainteresirani, da se odvija pred našimi očmi in upošteva legitimna pričakovanja ljudi z obeh strani Atlantika. Zaskrbljenost, kakšen bo sporazum in komu bo koristil, je po moje načelna, vnaprejšnja, skoraj a priorna zaskrbljenost, saj sam tako doživljam stvari. Vsem, ki imajo pooblastila za vodenje postopkov, želimo povedati, tudi s tem majhnim zborom, da nočemo še enega sporazuma novodobnega visokega plemstva, ki ga zanima predvsem razdelitev fevdov. V drugi punski vojni, v obdobju od 218 do 201. pred Kristusom, je večina gospodarskih in trgovinskih pridobitev pristala v skladiščih rimskih vitezov. Tudi mirovni sporazum, ki je sledil po porazu Kartagine 201. pred Kristusom, je po plačilu vojne odškodnine, izročitvi bojnih slonov in bojnih ladij ter razorožitve dolgoročno zapečatil predvsem trgovinska razmerja v celotnem Mediteranu. Vse tri punske vojne so bile v prvi vrsti trgovinske. Bolj kot porušenje mesta Kartagine leta 146 pred Kristusom je poraz države Kartagine pomenil, da se je končala doba kartažanske trgovske sile. Nemara se zdi nenavadno, da sporazum TTIP postavljam v kontekst vojne. Sprašujem se, ali je katerikoli trgovinski sporazum mogoče izločiti iz vojnega konteksta, zlasti velike mednarodne sporazume. Vojna je nadaljevanje političnega občevanja z drugimi sredstvi, je dejal pruski general Karl von Clausewitz. Michel Foucault, ki je njegovo trditev obrnil, pa je zapisal: oblast je vojna, nenehno vojna z drugimi sredstvi. Vsa oblastna razmerja, če nadaljujem s Foucaultem, so bistveno določena z mirovno pogodbo po zadnji vojni. Ta se je v Evropi končala leta 1945. Vsebino vseh točk Pariške mirovne konference jeseni 1946 in potrjene februarja 1947 je določil zmagovalec Združene države Amerike, ki so jim zavezniki iz vrst predstavnikov držav razbite Evrope tudi s stisnjenimi zobmi bolj ali manj asistirali. Šele potem je lahko sledil Marshallov plan, načrt za pomoč pri obnovi povojne Evrope. Pomoč ni bila predvidena kot rekonstrukcija prizadete Evrope, kajti ameriško razumevanje evropskih problemov ni jemalo v poštev potreb ljudi po osnovnih dobrinah, stanovanjih, prehrani in energiji. Program pomoči je bil mišljen kot dolgoročna investicija, podobna denimo francoskim investicijam na Madagaskarju ob koncu 19. stoletja. Pomoč je bila pogojevana, saj so morale države prejemnice pomoči dovoliti ameriški nadzor na svojo ekonomijo. In TTIP sodi v ta okvir. Vsekakor bo dobro za nas vse, če je to opisano razumevanje stvari napačno. V tem uvodu sem posegel daleč nazaj, da bi opozoril, kako so sicer zelo različni dogodki strukturno iste narave. Gostje, ki jim je zaupan ta večer, pa bodo aktualni. Kje je TTIP danes
in kaj nam obeta. Pogovor bo povezoval in moderiral gospod Andrej Gnezda, predstavnik Umanotere, ob njem pa bodo gospod Marko Balažic, član kroga Fokus 2031, gospod Jožef Horvat, poslanec Nove Slovenije, dr. Dušan Plut, ki ga nas spomin ohranja tudi kot člana predsedstva Republike Slovenije po demokratičnih spremembah. Vse vas prijazno vabim k omizju. Torej, tudi v mojem imenu lep pozdrav na današnjem 19. pogovornem večeru Foruma za dialog med vero in kulturo. Še posebej lepo pozdravljam današnje paneliste, ki so tukaj ob meni. Opravičiti pa moram gospoda državnega sekretarja Cantarutija, ki je danes službeno odsoten, tako da se žal ni uspel udeležiti te razprave. Preden pričnemo za samo razpravo, mi dovolite, da na kratko predstavim nekaj izhodiščnih vsebin, na podlagi katerih bomo tudi kasneje nadaljevali razpravo z našimi sogovorniki. Torej, pogajanja o sklenitvi sporazuma so se pričela julija leta 2013, na strani EU se o sporazumu pogaja Evropska komisija, na strani ZDA pa ameriški oddelek za trgovino. Sporazum naj bi predvidoma obsegal 24 poglavij, ki bodo deljena v grobem na tri področja oziroma stebre, in sicer dostop na trg, pravila in pa tako imenovane necarinske ovire trgovini. Vsebine, ki so jih pogajalci smatrajo tukaj kot najpomembnejše, so hkrati v javnosti tudi dvignile največ prahu. To so varovanje naložb in reševanje sporov med vlagatelji, to je sistem, kjer vlagatelj lahko sproža odškodninske spore zoper države na arbitražnih tribunalih, in pa tako imenovano odstranjevanje necarinskih ovir trgovini. Pri tem gre za razlike, ki trenutno veljajo med ZDA in EU na področju regulative, certifikatov, ocen skladnosti ali varnosti blaga. Pogajalci verjamejo, da bodo na teh področjih uspešno dogovorjena pravila povišala obseg mednarodnih naložb in bilateralne trgovine ter dvignile gospodarsko rast. Kritiki na drugi strani medtem opozarjajo, da bi to lahko vodilo v pretirane posege ali pa vplive multinacionalnih podjetij v zakonodajo in odločitve vlad. Glede slednjega je svoje mnenje podal tudi Sveti sedež, ki je opozoril, citiram, da se rojeva nova oblika tiranije, ki vsiljuje svoje zakone in pravila, konec citata. In pri tem še posebej opozoril na zaskrbljujoč trend, da se te politike uveljavljajo skozi Svetovno trgovinsko organizacijo, bilateralne in pa regionalne trgovinske sporazume. V ožjem gospodarskem smislu so med pomembnejšimi področji sporazuma TTIP oziroma pogajanj o njem predvsem kmetijstvo, avtomobilska industrija, kemična, elektronska industrija, ter tudi trgovina s storitvami in pa liberalizacija trga javnih naročil. Preden k besedi povabim spoštovane goste, bi morda dodal še eno pojasnilo oziroma pomembnejšo informacijo. Namreč do nedavnega se je precej opozarjalo o sami transparentnosti pogajanj, kako so besedila nedostopna. Po pritiskih je Evropska unija oziroma komisija pričela objavljati tista poglavja, ki jih je sama dajala na pogajalsko mizo. Sedaj, pred kratkim, pa se je odprla tudi tako imenovana bralna soba na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katero imajo dostop odobren oziroma dovoljen avtorizirani uradniki in pa člani državnega zbora. V tej sobi bodo na voljo tudi tako imenovana konsolidirana besedila. To so besedila, kjer sta EU in ZDA že dosegli nek načelen dogovor oziroma je besedilo usklajeno v celoti. In morda bi tudi na to kar naslovil prvo vprašanje gospodu Horvatu. Gospod Horvat, kako je doslej potekala razprava v državnem zboru? Ste imeli občutek, da je bilo na voljo dovolj informacij? Ste že bili morda v bralni sobi? Je kateri izmed vaših kolegov že obiskal to sobo? Dober večer vsem skupaj in hvala za povabilo na ta gotovo zelo zanimiv pogovor. Res je, pred nekaj dnevi nas je generalna sekretarka Državnega zbora Republike Slovenije obvestila vse poslance, da je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo odprta informacijska pisarna, v kateri si lahko poslanci pogledamo seveda tudi zaupne dokumente. Sam sem se na to že prijavil, torej sem v čakalni vrsti in čakam, da bom dobil povabilo, da bom lahko v tej sobi pobrskal po dokumentih, ki so morda zame najbolj zanimivi.
Lahko rečem, da je državni zbor konstantno spremljal, ali bolj točno pristojni odbori, predvsem bi tukaj izpostavil odbor za zadeve Evropske unije, tudi odbor za gospodarstvo, da smo dejansko sproti seznanjeni s posameznimi dosežki po posameznih krogih pogajanj. In tukaj smo seveda tudi poslanci državnega zbora v okviru sej omenjenih odborov sprejemali sklepe in s tem zavezali bodisi našo vlado, ki je pogajalec na nek način, ki pa potem seveda te zahteve prenesla na Evropsko komisijo, ki pa je neposredni pogajalec z Evropsko komisijo. Mi smo tudi, mislim, da je bilo novembra lansko leto, gostili komisarko, ki je pravzaprav prva dama pogajanj v okviru Evropske komisije, to je gospa Malmström, in smo ji seveda postavljali ključna vprašanja. Predvsem nas je zanimalo to, ali gredo pogajanja tudi zdaj, ko je za nami pravzaprav že 12. krog, ki se je odvijal tam konec februarja, ali gredo pogajanja v tej smeri, da naši evropski standardi, kot radi trdimo in si želimo, da ne bodo zmanjšani. Mi pravimo seveda, da se pravzaprav ne moremo zadovoljiti zgolj s tem, da želimo ohraniti evropske standarde. Zakaj pa ne bi imeli višje cilje? Zakaj ne bi pri teh pogajanjih dosegli višje cilje? Nas recimo ne zanima samo to, da bo obseg trgovine, če bo ta sporazum o transatlantskem trgovinskem in investicijskem partnerstvu sprejet, da se bo obseg trgovine povečal. Mi moramo tudi vedeti, kakšne so posledice povečanja tega obsega trgovine. In predvsem smo pa vedno na odboru za zadeve Evropske unije tudi v prejšnjih mandatih opozarjali, da vendarle pogajanja morajo temeljiti na tistih vrednotah, na katerih je Evropska unija nastala in na tistih vrednotah, ki povezujejo danes 28-terico. In če smem to prvo misel zaključiti, mislim, da je bilo junija 2014, torej še v času prejšnje vlade, praktično tik pred volitvami, predčasnimi, sem takrat predsedoval odboru za zadeve Evropske unije in sem sopodpisnik pisma, ki smo ga podpisali predsedniki odborov za zadeve Evropske unije, držav članic, skoraj vsi, in smo pismo naslovili na takratnega komisarja Belgijca, odgovornega za trgovino, in nekako sugerirali, da bi želeli, pač kot nacionalni parlamenti, da bi ta sporazum dobil status mešanega sporazuma. Vi se vsi spomnite sporazuma ACTA, in če dobi ta sporazum status mešanega sporazuma, potem ga bodo morali potrditi oziroma ratificirati tudi nacionalni parlamenti, poleg seveda Evropskega parlamenta. Morda čisto na kratko pod vprašanje, so vas odgovori gospe komisarke zadovoljili, pomirili, grejo pogajanja v pravo smer glede na to, kaj je dejala? Jaz sem se z njo večkrat srečal, tudi v okviru konferenc COSAC, to so medparlamentarne konference odborov za zadeve Evropske unije na nivoju Evropske zveze, kjer se je gospa Malmström večkrat pojavila in sama pravi, da ni res, da trenutno pogajanja tečejo netransparentno in nas poziva, da ji predstavimo neka pogajanja, ki so bolj transparentna. Pustimo zdaj tisti začetke pogajanj. Če se recimo postavimo 3 leta nazaj, na samem začetku je gotovo bil upravičen očitek, da so pogajanja preveč zaprta, da so tajna, da so daleč od oči in ušes državljanov Evropske unije. Ampak se je ta zadeva zdaj drastično popravila. Ja, komisarka zatrjuje, da je ta sporazum bo prinesel ključ ali pa enega od odgovorov na
spreminjajoči se svet. Velja toliko morda uvodoma o samem poteku pogajanj. Lepo je slišati iz prve roke, tu imamo to priložnost. Pa bi se morda bolj vsebinskim zadevam sedaj posvetili, pa bi vas, gospod Balažic, vprašal. Mehanizem ISDS, to je ta sistem reševanja sporov preko arbitraže. Sedaj se je ponovno preimenoval v ICS, doživel je določene spremembe, v javnosti je naletel na številne kritike. Kako vi razumete te kritike in pa kakšno je vaše stališče do mehanizma, zakaj je sploh mehanizem potrebno smiselno vključiti v ta sporazum? Najlepša hvala za vprašanje. Jaz se tudi v mojem imenu organizatorju zahvaljujem, da ste me povabili danes na to debato in možnost debate. Če grem zdaj k vašemu vprašanju oziroma mogoče mi dovolite še prej eno kratko opombo gospodu Knepu, ki je njegovemu začetnemu nagovoru. Jaz dojemam zgodovinsko dogajanje oziroma vso trgovinsko povezovanje na neki pozitivni osnovi. Verjamem, so velike stvari izražene, vendar delujem tukaj pozitivistično. Na vse zadnje je trgovinsko povezovanje med 6 državami v Evropski uniji pripeljalo do najdaljšega obdobja miru v evropski zgodovini, kar ni tako nezanemarljivo. Govorimo o nastanku Evropske unije, seveda. In zdaj, kako pa naprej? Jaz srčno upam, da teh pridobitev, ki smo jih tekom 50 let pridobili, ne bomo kar tako vrgli. ISDS je mehanizem, ki se je v teh zadnjih 50 letih uporabljal kot edini način reševanja sporov. Zdaj vključen je v več kot 3500 sporazumov, ki so podpisani po vsem svetu. Slovenija se mi zdi, da je podpisnica nekih 40-50 sporazumov, ki imajo to vključeno. Gre pa v glavnem za to, da investitor lahko zavaruje svoje terjatve, svoje želje v neki državi, če se pač ocenjuje, da bi bile te lahko potencialno kadarkoli ogrožene. Strinjam se z očitkom, in to je tudi ta očitek, ki mu je največ pozornosti posvetila tudi ta zadnja reforma mehanizma, in sicer je ta mehanizem v določeni obliki potreben, saj vendarle smo v preteklosti govorili, da se je ta mehanizem uporabljal napram nekim tretjim državam, kjer je vladala nevarnost privatizacije, nacionalizacije in podobnih stvari. In je res, če si želel imeti ti neke neposredne investicije, je bilo to treba na nek način urediti. Zdaj pa, če govorim, zakaj je to do določene mere potrebno ali je potrebno v odnosih med Ameriko in Evropo, zdaj jaz trdno verjamem, da tak mehanizem v nekem odnosu med ZDA in Nemčijo ne bi bil potreben. Pravna okvirja obeh držav sta na zelo visokem nivoju. Ampak zdaj po drugi strani se mi pa seveda pojavlja vprašanje, kako pa je s pomembnostjo tega mehanizma napram neki Sloveniji. Glejte, zadnjič, nedolgo nazaj je bila podana novica, da je najdaljši stečaj v Sloveniji se zaključil uspešno po 18 letih. Predstavljajte si zdaj, da imamo recimo nosilec našega gospodarstva firmo Krka, ki vloži v neko tujo državo in tam 18 let ne more razrešiti nekega spora. Kako bomo ta spor razrešili? Meni se pojavlja predvsem tukaj, so ta glavna vprašanja, kako to razrešiti. Neko pot je treba najti. Se strinjam, visoke pravne standarde imamo, vendarle kako te pravne standarde zdaj govori, da so te v vsej Evropi enaki, imam pa malo deljeno mnenje tukaj. Predvsem pa tudi po eni strani ne razumem zdaj točno ministrstvo, zakaj je sprejelo zadržujoče mnenje glede tega sporazuma, ko je vendarle ta mehanizem vključen v vse bilateralne trgovinske sporazume, ki jih Slovenija ima podpisane. Do zdaj. Pa do ekscesov ni prihajalo. Še celo naprej, če še razvijem to misel v drugo smer, zgodovina nam kaže tukaj, da smo velikokrat pristanemo v postopkih zaradi lastne neumnosti. Proti Sloveniji so bili na podlagi tega mehanizma sproženi 4 postopki. 2 postopka izgubimo oziroma 2 postopka bomo po vsej verjetnosti izgubili zaradi tega, ker se sami nismo držali pravil, ki smo jih sami postavili. Če sem konkreten, gre za primer trojanskega predora in gradnje avtoceste.
kjer je na prvem krogu tega javnega razpisa izbrano italijansko podjetje, potem se pa čudežno pojavi neka disketa, v drugem krogu zniža ponudba SCT-ja in italijansko podjetje izpade. Drug primer je pa ta izpred kratkega, kjer Hrvatom nismo 3 mesece dobavljali elektrike iz jedrske elektrarne Krško in nas potem tožijo. Tako da jaz sem tukaj, oziroma, kako sem že prej rekel, zmeri štartam na neki pozitivistični noti. Če se držimo pravil, če vemo jasno, kaj hočemo, se mi zdi, da tukaj do ekscesov ne bo prihajalo. Gospod Plut, vaše mnenje morda na to temo, je mehanizem ISDS oziroma ICS pravilni način, da, bom rekel, naredimo našo politiko bolj pridno do nekih zavez, ki naj bi jih izpolnjevalo v okviru teh mednarodnih pogodb? Kritike držijo, ne držijo? Najprej lep večer in najlepša hvala za povabilo. Ta razgovor me malo spominja na sejo predsedstva Demosa, ne? Ker smo bili zelo mavrično različni ljudje, ampak nas je povezovala ena skupna želja, da dosežemo cilj. In mislim, da je tudi ta razgovor v tej smeri. Jaz bom seveda tudi zaradi svojega prepričanja bolj zagovarjal drugačen pristop, se pa absolutno z gospodom Markotom strinjam, da seveda mednarodni sporazumi predstavljajo za vse partnerje, ki so prisotni in očitno nismo še tako, bom rekel, moralno zreli, da bi vedno vse zaveze spoštovali. Sodim pa, da ta mehanizem, to razsodišče, tako kot je zasnovano, torej s tem se ne strinjam. Iz več razlogov. Prvič se mi zdi, da malo drugače razmišljam, kot ste rekli, gospod Marko. Jaz mislim, da je zrelost pravnega reda in zrelost nacionalnih pravnih redov 28 držav članic Evropske unije bi moralo biti tako, da enostavno že te mehanizmi, pravni mehanizmi in vse, kar je s tem povezano, od tožb bi pravzaprav morale biti tako zasnovan, da seveda ščiti na eni strani investitorja, na drugi strani pa da ščiti tudi nacionalne interese. Jaz posebej poudarjam, bom rekel, nacionalne interese, ki so seveda v okviru Evropske unije v tem trenutku, jaz mislim, zelo podcenjeni in kot vidite, tudi glede begunske krize nismo sposobni enotnega odgovora, kar je zame znak, da je Evropska unija seveda v veliki krizi. Sodim, da se ta mehanizem, to razsodišče, da je zasnovano tako, da daje preveliko moč investitorju. In da se to razsodišče pravzaprav postavlja, ne bom rekel samo ob bok pravu nacionalne države, ampak je po mojem mnenju celo nad tem. Zakaj tako razmišljam? Razmišljam seveda in vzel sem si čas, Andrej me je seveda spodbudil k temu, da sem še dodatno, čeprav me to tudi drugače zanima, ker se mi zdi, da to bo vplival ta sporazum na vsakdanje življenje vseh naših prebivalcev in bi moral biti bistveno bolj, bom rekel, deležen bistveno večje pozornosti. Zakaj tako razmišljam? Ker sem analiziral posamezne tožbe. Posamezne tožbe na okoljskem področju so šle praviloma v korist investitorja in na škodo, na okoljsko škodo držav, ki so bile zaradi določenih investicij prizadete. Jaz ne bom zdaj si vzel časa za to, da bi posamezne sodbe analiziral, ampak zelo me skrbi recimo ena od zadnjih tožb, TransCanada je dala proti Združenim državam Amerike, namreč kaj se je zgodilo, kaj se pravzaprav dogaja. Dogaja se to, da je po tem sporazumu NAFTA, ki je predhodnik tega sporazuma in se lahko po njemu pravzaprav zgleduje, jaz si bom vzel očale, da ne bom kako številko narobe prebral, torej na osnovi tega sporazuma
je prišlo do tožbe, in sicer odškodnine v višini 15 milijard dolarjev. Torej, o tem se zdaj pogovarja, glede na to, da je bil v izgradnjo naftovoda od kanadske Alberte do Nebraske, torej da so bile že vložene 3 milijarde dolarjev. Združene države Amerike so pa potem, kot veste, na osnovi pritiskov javnosti ta sporazum odpovedale. Ne? In to se mi zdi zdaj, ne vem, kdo je tukaj naredil napako. Ne vem, kdo je naredil napako, ampak vsekakor ta tožba kaže na to, da je moč investitorja izredno velika. Drug zelo zaskrbljujoč problem, ki ga tukaj vidim in sem ga tudi analiziral, je pa Chevron Corporation proti državi Ekvador. Ta se mi zdi pa strašno, bom rekel, zanimiv in zaskrbljujoč. Namreč, kot veste, Chevron, ta korporacija združuje različne naftne družbe in je najmočnejša naftna korporacija v Združenih državah Amerike. In kaj je naredila, ko so izkoriščali nafto na območju tropskega deževnega gozda, je prišlo do velikega onesnaženja, do zastrupljenosti vode, in ogroženih je bilo okoli 30,000 pripadnikov, torej domačega ljudstva, ki tukaj živi, in Ekvador je vložil potem tožbo. Kaj se zdaj dogaja? Namreč družba Chevron dejansko ne želi seveda plačati te odškodnine, ki je mimogrede zelo velika, 9,5 milijard dolarjev, zaradi tega, ker obtožuje vlado Ekvadorja, da krši lastno ustavo. Mislim, meni se zdi to, bom rekel, nezaslišan primer. Lahko bi še kjerga drugega navedel, skratka, da ne bom dolg, tudi recimo proti mehiški občini Guadalcazar, ki je se zoperstavila temu shranjevanju nevarnih odpadkov, torej ameriška korporacija je želela praktično brez obratovalnega dovoljenja shranjevati te odpadke in seveda, kaj se je zgodilo, vložili so tožbo proti občini in kaj se je zgodilo, občina je morala plačati 16 milijonov dolarjev odškodnine. Skratka, ti primeri meni vzbujajo zelo, bom rekel, zelo visoko stopnjo nezaupanja do tega mehanizma in poudarjam, da ga bi morali spremeniti. Če pa samo en stavek, pa se bomo, Andrej, na to temo, saj tako kot si nam nakazal, vrnili, moram reči, da je moje nestrinjanje s tem mehanizmom povezano predvsem s tem, ker mislim, da je celotna svetovna trgovina zasnovana, bom rekel, na nepravičnih kriterijih. Na nepravičnih kriterijih in je seveda ta mehanizem in vsi mednarodni sporazumi izhajajo iz tega, ker Svetovna trgovinska organizacija na področju okolja in sociale nima pravičnih mehanizmov. In to moram reči, da me zelo skrbi. Vsi te mehanizmi so pravzaprav ena preslikava nepravičnega svetovnega trgovinskega modela, ki bo po mojem mnenju moral zaradi okoljskih in socialnih razlogov, pa tudi potrošniških, doživeti spremembe. A sem predolg bil? Ali sem približno? Tu nekje, dobro. Ja. Zelo na hitro. Zdaj prej sem pozabil omeniti, kot je gospod Gnezda omenil, se pripravlja reforma tega mehanizma. Zdaj reforma gre v to smer, da se določeni primeri na obravnavo sploh ne bi dopustili. In sicer gre tukaj za okoljske primere in gre za določene specifične primere, ki so lahko kakorkoli ogrožajoči za posameznika. Tako da ocenjujem, da je ta smer razmišljanja gre v pravo smer. Žal ocenjevati konkretno ne moremo, kakšen bo končni izplen tega, ker vendarle smo dobili samo podana evropska izhodišča. Zdaj, po drugi strani pa, če se navežem na gospoda Pluta, govorili ste o groznih primerih, ki se dogajajo po svetu. Jaz sam dobro investicije v višini 9 milijard ali pa 3 milijard v Slovenijo strani tujega investitorja žal ne vidim. Tudi podatki kažejo, da je Slovenija na drugem mestu
takoj za Grčijo po nezaželjenosti tujih investicij. Tako da mogoče na tej poanti je ta strah do neke mere pretiran. Po drugi strani pa, gledajte, kako bi se vi počutili kot nek investitor, pa dajmo najbolj banalen primer, ki je možen v Sloveniji, ki ga noben ne podpira, ampak govorimo o TEŠ6. Zdaj si pa predstavljate, da imate nekega tujega investitorja, ki je vložil, ki se je zavezal, da bo vložil v TEŠ polovico svojega denarja. In potem na koncu pridemo do tega, da te stvari ne bomo izvedli. A veste, ni lahko, zmeraj je lahko operirati s tujim denarjem, pa hkrati spreminjati svoje lastne zaveze, ki si jih dal iz minute v minuto. Ne? To ni najbolj pošteno, tukaj smo lahko malo na meji. Horvat. No, samo en stavek bom rekel. Nacionalna zakonodaja mora biti tako zasnovana, da ni potrebno mednarodno razsodišče. Samo to bom rekel. Nacionalna zakonodaja mora to omogočiti. Če ne omogoča in zaščita investitorja, kot je v tem primeru TEŠ, pa veste, kakšno je moje stališče glede TEŠa, je to absolutno, to sploh ni pomembno. Mislim, da če na to pristanemo, da nam potem razsodišče oziroma mehanizem iz SDS to omogoča, potem smo pa že, bom rekel, zgodbo zaključili. To je znak nezaupanja do pravnega sistema Republike Slovenije. Samo še čisto na kratko. Res na kratko, pa potem... Zelo na kratko. Kako, na kakšen način se SDS mehanizem sploh aktivira? Gre za to, da mora biti v vsakem primeru sprožen nekakšen pravni postopek. Z pravni postopki lahko štejemo tukaj zelo veliko stvari. Ali je to pritožba na sodišče, ali je to pritožba na ministrstvo, ali pa na upravno enoto, ali pa kakorkoli. Ampak ta prvi pravni postopek mora biti sprožen. Vse kako boš pa ti vendar dokazoval pred neko arbitražo, da je prišlo do nepravilnosti. In jaz mislim, da tukaj, če že drugega ne, če imamo odgovoren pravni sistem, pa če imamo odgovorne institucije, je lahko ta prvi korak pritožbe signal našim organom, da začnejo stvar raziskovati, pa se odgovorno obnašati. Ampak, tako kot sem že prej poudaril, odgovorno obnašanje in spoštovanje pravne države. To je največja zaveza, ki ne samo za mednarodne sporazume, ampak ki bi mogla biti za vse nas največja zaveza. Gospod Horvat, če vi ste želeli nekaj dodati? Ja, čisto kratko, ker se mi zdi fajn, da te zadeve razčistimo. Doktor Plut je pravzaprav tukaj s prstom pokazal na nacionalno zakonodajo in dejansko tudi na to, da nam funkcionira pravna država. Jaz se spomnim, ko sem bil na vrhu slovenskega gospodarstva kot poslanec konec leta 2012, je bilo enih 500 direktorjev na Brdu pri Kranju in so postavili pred nas, pred politiko, 4 zahteve. Drugo, tretjo in četrto sem pravzaprav že pozabil. Takrat smo bili še globoko v krizi, v finančni, ekonomski krizi in gospodarstvo je zahtevalo po točku 1 pravno državo. Zanimivo. In zdaj, če smem, jaz se tu strinjam v zadnji fazi z stališčem slovenske vlade, ki ji je bližje sistem oziroma mehanizem ISDS in ne ICS. Kot je kolega Marko pravilno ugotovil, imamo nekaj 10, 30, 40 že trgovinskih sporazumov, kjer je vklopljen ta sistem, mehanizem ISDS. Če tu nadaljujem, mislim, da 9 držav članic ima že razne trgovinske sporazume z Združenimi državami Amerike, kjer je že tudi vključen ISDS. Kaj hočem povedati? Če že jaz tu vidim kot nek skupni imenovalec, ker najbrž ne bomo dočakali idealnega časa, ko bi nacionalne zakonodaje oziroma da bi pravne države v vseh državah bile, da bi pravne države normalno in optimalno funkcionirale, zato vidim tukaj kot nekakšen skupni imenovalec ta mehanizem ISDS. Da morda presekamo ta gordijski vozel, ki je tukaj nastal. Danes žal, kot sem rekel, gospoda državnega sekretarja ni z nami, pa bi morda samo nakratko povzel tisto, kar pa je odbor za EU zadeve in pa tudi vlada zavzela neko stališče do tega, namreč v novembru preteklega leta je bil
podan nov predlog in tudi tisti predlog za reforme širše tega mehanizma za reševanje sporov je nekako država razumela kot v osnovi je postavila neko načelo oziroma izhodišče, da ko gre za neke razvitejše članice OECD, gospodarstva in tako dalje, kjer naj bi očitno pravni sistem dovolj dobro funkcioniral, ne vidijo potrebe po vključevanju tega mehanizma, če pa je že, bom rekel, neka želja ali volja potem pa je treba res dovolj dobro pokazati, zakaj prihaja do tega nezaupanja v, citiram, pravičnost, integriteto ali kvaliteto sodnega sistema in ali ni nobene druge mednarodno pravne podlage, kjer bi ustrezno zaščito in varnost lahko investicije uživale. Kot je bilo rečeno, prišel je tudi reformni predlog mehanizma, ki se sedaj imenuje ICS in tudi tukaj je, vsaj kot so v medijih je bilo moč zaslediti, ostajajo neki zadržki glede tega, tako da tukaj Slovenija kljub temu ima neke zadržke in bomo videli, kako bo pač zadeva tekla dalje. No? Morda, če gremo kar potem k naslednjemu, tudi bolj občutljivemu področju, v javnosti gospod Horvat je bilo veliko kritiko, opozoril, sporazum bo vodil v nižje standarde, tega ste se tudi vi v uvodnem nagovoru dotaknili, da bodi si na področju varovanja potrošnika, okolja, hrane in to naj bi se predvsem odvijalo ali pa potencialno odvijalo zaradi teh možnosti tožb preko tega arbitražnega sistema ali pa preko tega postopka usklajevanja zakonodaje, ki pa je hkrati bistvo sporazuma, namreč pogajalci pravijo 80% predvidene rasti naj bi prihajalo ravno zaradi usklajevanja te regulative. Torej, so ta vrstna opozorila o nižanju na mestu ali se ne strinjate s temi bojaznimi? Takoj, ko je nastopila nova Evropska komisija z svojim mandatom, je gospod Juncker, predsednik Evropske komisije v zvezi z transatlantskim trgovinskim in investicijskim partnerstvom povedal, da za nobeno ceno Evropska unija ne bo pristala na znižanje okoljskih, prehranskih in zdravstvenih standardov. Seveda, vsi vemo, da ko se pogajaš, ko je na mizi 1000 in še več spremenljivk, je lahko problem v podrobnostih. Mi zdaj vseh teh podrobnosti seveda ne poznamo. Morda bodo zavedeni na nek način tudi tisti direktni pogajalci. Ampak tukaj dejansko si sam kot slovenski parlamentarec prizadevam, da bi se ta tako pomemben akt sprejemal tudi v nacionalnih parlamentih. To seveda ne pomeni, da bodo vsi slovenski poslanci ves ta akt, ko bo nastal, podrobno preštudirali, ker preprosto ni mogoče. Ni mogoče. Ampak daje pa le neko večjo težo temu dokumentu, za katerega, tako kot sem uvodoma povedal, je eden od odgovorov na spreminjajoči se čas. Na spremenjajoče se življenje oziroma svet, če hočete. Tudi zaradi tehnologij. Svet je zaradi tehnologij, informacijsko-komunikacijskih in drugih, postal globalna vas. Trgovina 3. tisočletja bo čisto drugačna, kot je bila trgovina v mojem otroštvu, oziroma kot je bila trgovina mojih staršev. Seveda, vsi ti tehnološki napredki seboj prenašajo tudi pasti in tukaj moramo biti zelo previdni. Ne gre samo za to, da bom jaz lahko, nek računalnik kupil morda 200-300 evrov ali pa dolarjev ceneje, če bo ta sporazum obveljal. Gre za druge artikle, za druge dobrine, ki jih državljani Evropske unije kupujemo dnevno, mesečno, letno in tukaj moramo biti zelo, zelo pazljivi. Predvsem, kar zadeva naše okoljske standarde, ni rečeno, da so optimalni, da so najboljši. Lahko so, kot sem uvodoma povedal, višji in seveda tudi standarde, ki zadevajo naše zdravje in tudi glede naše hrane. Kar se tiče naše hrane, gledajte, pred nekaj dnevi smo imeli dilemo, pa zdaj se opravičujem, ni ravno vezano na TTIP, je pa vezano na standarde. Če vi kupite kos vakuumiranega mesa, bo na embalaži, na plastični vrečki, bo pisalo, kaj bo pisalo, proizvedeno v Sloveniji.
A mislite, da res? Saj takšna so pač pravila. Tudi minister, naš pristojen za prehrano, je povedal, pravila so trenutno takšna, da piše proizvedeno v Sloveniji, ker se je v Sloveniji izvajala zadnja operacija, torej pakiranje. Odkot je pa zdaj tisto meso? Bi pa jaz zelo rad vedel. Bi zelo rad vedel hišno številko tistega kmeta, kjer je rasel ta prašič ali pa krava. Da tako malo banaliziram. In mi ne vemo, danes mi ne vemo, kaj je tam not v tej vrečki. A je to odkot je prišlo to meso? A so to neke 20 ali 10 let stare rezerve, francoske ali nemške, ker pač trgovci gledajo na razlike v ceni, ne? Ali pa je ta žival rasla nekje v nekem okoljsko oporečnem prostoru. Ko ste omenili, da je pomembno, da bodo nacionalni parlamenti tudi glasovali o tej zadevi, naj tako odloči komisija, ste me spomnili, sem želel samo dodati, da zadeva še vedno ni znana, namreč trenutno je pred Evropskim sodiščem to vprašanje, kakšna je narava sporazuma in ali bodo nacionalni parlamenti odločali o njem. Drugo, ko ste omenili pa tudi to, da morda ne bodo vsi utegnili pogledati te zadeve v podrobnosti, zopet ste me spomnili, tukaj na mizo sem danes prinesel sporazum s Kanado, EU-Kanada, trgovinski sporazum, ta pa je bil pred parimi dnevi končno objavljen. Verjetno je tudi to razlog, da ga ne bodo uspeli vsi pogledati v podrobnosti, sam obseg. Ampak zato imamo poslanci v državnem zboru tudi svoje strokovne sodelavce. Vsaka poslanska skupina, glede na velikost, ima določeno število strokovnih sodelavcev, ki pa imajo potem nalogo, da dokumente berejo. Veliko branja bo. Gospod Balažic, morda kar naslednje vprašanje za vas. Če, seveda, prosim. Samo še opombo glede sporazumov. Zdaj, Evropska komisija se je obvezala, da bo pred ratifikacijo sporazumov celotno besedilo javno objavila. Tako da tukaj ni samo zaveza na poslancih ali pa na odločevalcih v državi, ampak se pričakuje veliko tudi v civilne družbe. In jaz mislim, da se pravo delo civilne družbe oziroma vseh nas, ki smo tukaj, začne šele takrat, ko bo ta stvar, ko bo besedilo sporazuma dokončno jasno. Takrat bo treba biti zelo previden in iti od črke do črke in opozarjati na morebitne nepravilnosti. Hkrati pa ne samo to, seveda, ko bo zakon, in jaz ocenjujem, da sporazum, da ta vendarle v neki obliki bo sprejet, je tukaj seveda glavno vprašanje, na koga je treba najbolj opozarjati. Sej Evropska unija je zasnovana tako, da večino pristojnosti pušča državam članicam. Države članice urejajo sama svoje področja. In tukaj, če govorimo o področju privatizacije šolstva, zdravstva, kakršnih koli storitev, to vse ureja država članica. Če govorimo zadnje čase, zelo ostra debata o privatizaciji vodnih virov. Ja, kdo pa podeljuje koncesije za upravljanje z vodnimi viri v Republiki Sloveniji? To so občine. In torej v idealnih razpletih se jaz pričakujem, da mora tukaj civilna družba iti do župana in ga opozarjati na morebitne stvari, ki se lahko pojavljajo. In to je ta naša največja odgovornost. Čisto na kratko. Samo en stavek, jaz se upravičujem, da ne bi zdaj mogoče narodno zvenelo, da samo strokovni sodelavci v državnem zboru berejo te dokumente. Glejte, so pač pomoč, kar je povsem normalno, kar je v vseh svetovnih parlamentih, so pač pomoč poslancem, poslanskim skupinam. Bi pa bilo zanimivo, pa morda se bomo to dogovorili s predsednikom državnega zbora, ki ga tukaj lepo pozdravljam in sem vesel, da se nam je pridružil, da naredimo evidenco vseh aktivnosti, ki jih je v zadnjih 3 letih, kar so se pogajanja začela, izvedel državni zbor v zvezi s TTIP. Tukaj so tudi pisna, ustna, poslanska vprašanja, tukaj je bila množica sej, tako da je teh aktivnosti na tem področju veliko, tako da bodite brez skrbi, mislim, da smo dovolj budni in da dovolj budno spremljamo ta pogajanja. Želel sem gospoda Balažica vprašati namreč,
je že odgovoril na vprašanje v resnici, ko je prevzel besedo malo prej. Namreč precej je bilo tudi kritik, sporazumi bodo odvzeli avtonomijo državam v reguliranju trgov in tako dalje, in to naj bi se predvsem skozi ta proces regulativnega sodelovanja dogajalo. Podobne kritike so tudi ob Svetovni trgovinski organizaciji nekako letele, da države izgubljajo to pristojnost, avtonomijo, suverenost. Vidite tukaj kakšne usporednice in pa, ne vem, naprimer, pogajanja v okviru STO so zastala na neki točki, sedaj smo bolj pri teh bilateralnih sporazumih, regionalnih. Zakaj se je to zgodilo? No, jaz mislim, da je tle zelo pomembno, da je prišlo do pritiska javnosti. Na to bi posebej opozoril. Če ne bi bilo tega pritiska javnosti, sem jaz prepričan, da se danes ne bi pogovarjali o tem, ali je sploh kakšna možnost, da bi nacionalni parlamenti odločali o tem sporazumu. Bojim se, da ne. Kaj mene pri teh, pa bom potem šel takoj na Svetovno trgovinsko organizacijo, kaj me tukaj skrbi? Skrbi me predvsem z tega vidika, da po informacijah, ker žal tega, to se mi tudi zdi, če sem iskren, mislim, nemogoča situacija, bom zelo direktno povedal, o vsakdanjih stvarih, ki so tukaj noter zapisane. Mi v tem trenutku se pogovarjamo pogojno. Jaz kot aktivni državljan Slovenije nimam možnosti, da si ta predlog sporazuma pogledam. Če je to demokracija, potem pa res ne vem, zakaj smo se leta 90 borili. Zame je to znak nezaupanja aktivnemu državljanu Slovenije, da nisem sposoben oceniti, kaj je zame dobro in kaj ni. In to se mi zdi zgrešeno. Zakaj? Zato, ker zdaj imam tukaj napisano, katere so ključne bojazni teh odprave necarinskih ovir. Ne vem, kaj je zapisano. Naprimer, glede vnosa prepovedanih kemikalij, glede gensko spremenjenih organizmov, glede standardov za rejo torej domače živali v reji. Ne vem, kaj je napisano, naprimer, glede uvoza alternativnih goriv, ne vem, kaj je napisano glede uvoza nafte, ki se pridobiva iz katranskih, torej škrilavcev. Ne vem, kaj je napisano glede prehranskih standardov. Ali bodo te prehranske standarde povečali varnost potrošnika ali jo bojo zmanjšali. Ne vem, kaj je napisano glede energetske varnosti in ne vem, kar je napisano, gospod Marko, glede privatizacije, bom rekel, naravnih virov. To, da bo zdaj od volje županov, jaz po vaših besedah sem rato še bolj zaskrbljen, ne pa pomirjen. Vem, absolutno glede koncesij, predvsem kar se tiče tujih koncesij, jaz mislim, da bi morala biti tukaj nacionalna zakonodaja in zaradi tega podpiram pobudo, da varovanje vode, vodnih virov postane, bom rekel, ustavna kategorija. Svetovna trgovinska organizacija. Ni časa, ker vidim, Andrej, da te že spravljamo v težave. Samo toliko bi želel opozoriti. Torej, poglejte, Svetovna trgovinska organizacija, sem šel prav pogledati, v 20. členu ima okoljske standarde izredno ohlapno opredeljene. Lahko si jih tolmačiš tako ali drugače. In kaj si bi jaz želel? Svetovna trgovinska organizacija. Mislim, da ima 195 ali 196 članov in če sem si prav zapomnil, ima Evropska unija samo en glas. A sem si prav to zapomnil ali je to mogoče napačno? Kolikor vem, ima Evropska unija samo en glas. Kaj hočem povedati? Hočem povedati to, da pravila svetovne trgovine na okoljskem področju so napačno oziroma zelo ohlapno zasnovana. In recimo mene zelo skrbi,
ali bomo v končni fazi, provokativno, pa zaključim, ali bomo v končni fazi prišli do tega, da bomo državljani Evrope prisiljeni iti v trgovinski protekcionizem, ko bomo želeli zaščititi svoje okoljske standarde. Ali drugače povedano, ali bomo v končni fazi prisiljeni, da zaradi ohlapnih pravil Svetovne trgovinske organizacije bomo prisiljeni v protekcionizem. Ob uvozu kitajskega blaga in storitev, ki je proizvedeno absolutno na račun zelo skromnih, bom previden, skromnih okoljskih, socialnih, delovnih standardov. Če se bo to zgodilo, bo to zame katastrofa, zato apeliram na to, da se spremenijo pravila Svetovne trgovinske organizacije, ki bodo potem posredno vplivali na to, da bojo tudi mednarodni sporazumi, o katerih se danes pogovarjamo, okoljsko in socialno vzdržni in tudi medgeneracijsko odgovorni. Prosim, načelo medgeneracijske odgovornosti in pravičnosti ni načelo svetovne trgovine. Da ne govorimo o tem, da smo mi kot človeška vrsta dolžni zavarovati tudi druge vrste na tem planetu, o tem pa ne boste niti z mikroskopom našli nič v teh svetovnih trgovinskih sporazumih. Morda bi me zanimal komentar, recimo, nekako potihoma se precej odkrito v resnici se govori, EU in ZDA imata najvišje standarde, sedaj se združimo, bomo vodilni, globalni, postavili bomo, kot jih imenujejo, golden standards, se pravi neke zlate standarde tukaj. Gre v to smer, bi lahko videti po vaši presoji, naprimer, in pa kakšna je možnost potem, da, bom rekel, prisilimo, grdo rečeno, ostale države ali pa svetovne velesile, da bi tudi upoštevali te standarde? Glejte, ravno dr. Plut je v svojem sestavku zdaj točno povedal, zakaj mi prehajamo na svetu sploh do bilateralnih sporazumov. Okoljski standardi so v Svetovni trgovinski organizaciji res da slabo zasnovani, pa ne samo te, gre še za vprašanje intelektualne lastnine in ostalih stvari. In ravno tukaj pridemo v zadnjem krogu v Dohi do velikega zastoja, ko se države med seboj ne morejo dogovoriti, kaj sploh hočejo. In potem iniciativo prevzamejo bolj razvite države, ki rečejo, dobro, mi pa vendarle želimo sodelovati do te mere, pa želimo ohraniti te standarde na nekem nivoju, ker do največjih nesoglasij je tukaj prihajalo ravno napram Kitajski, ki ste jo prej omenili, in še nekaterih drugih nerazvitih držav, če uporabim ta termin. In TTIP sporazum se obravnava kot WTO plus standard sporazum. To pomeni, da upoštevamo tukaj ali postavljamo popolnoma drugačne izhodišča, kot jih je prej Svetovna trgovinska organizacija določala. Ta izhodišča so višja. Zdaj, če vam pa, gospod Gnezda, odgovorim na vaše vprašanje, ja, mislim, da večina bilateralnih sporazumov oziroma ta dinamika zadnjega dogajanja vodi k tistemu nekemu širšemu končnemu cilju zagona pogajanja v okviru mednarodne trgovinske organizacije. Verjemite, da ko bo enkrat prišlo do nesoglasja o delovanju med sporazumom s Kanado in TTIP-jem, se bomo začeli pogajati že o novih stvarih, kako ta nesoglasje odpraviti. In če damo na kup vse te sporazume z celega sveta, bomo govorili o tem, da bomo počasi urejali pravila za cel svet. In to je končno namen. Jaz mislim, da to, kar se je recimo zgodilo v 50 letih v Švici, kjer smo se uspeli dogovoriti o tem, da znižamo carine po celem svetu, da je to pravi korak. Ampak vidim te velike bilateralne sporazume kot korak k temu urejanju. Zdaj pa še ena številka, ki jih vedno podam, pa čisto mogoče gre za retorično vprašanje. Če se pogajamo z Ameriko, Evropsko unijo ali pa Kitajsko, v Ameriki znaša nekje minimalna plača okrog $1000. Poprečen, pač ta minimalna. V Evropski uniji je to poprečje nekje okrog $700, medtem ko je na Kitajskem $200. V pogajanju s katero partnerico boš ti mogel bolj spustiti standarde, če boš hotel biti konkurenčen.
In se mi zdi, da je tukaj prav, da se te države, ki imajo standarde zagotovljene, pa ki imajo standard nekako višji, povezujejo do te mere, da lahko potem do neke mere pomagajo tudi tretjim državam s svojimi inovacijami in svojimi nasveti. Če smem nadaljevati, kolega Marko je uporabil eno zelo zanimivo besedno zvezo, povedal je pravila za cel svet. Zveni precej futuristično, pa ni. Jaz sem uvodoma povedal, mi smo globalna vas. 1492. nas je Krištof Kolumb povezal, torej Evropo in Ameriko. Ampak ne bomo šli tako daleč nazaj. Zdaj, gotovo si je Evropska zveza postavljala vprašanje, ali se povezovati ali ne. In odgovor je bil ja. Odgovor je bil ja. Naslednje vprašanje, s kom? Zdaj, očitno se je pokazalo, da je povezovanje z Združenimi državami najbolj logično. Ne? O tem bi lahko najbrž dolgo diskutirali, a ne? Ker kakorkoli, če bomo podpisali ta sporazum, bomo na nek način uvozili v Evropo tudi ameriška pravila. Ali pa vsaj del njih. Oni pa naša. Ne? In zaključim to misel s tem, pa najbrž nikogar ne bom potolažil. Ne? Vsekakor ni zdaj tu samo Evropska komisija tista, ki se pogaja. Ne? Tukaj imamo tudi Evropski parlament, v katerem sedi 751 predstavnikov evropskih državljanov, pol milijarde državljanov. In ta Evropski parlament je junija 2015, 1. junija lani sprejel resolucijo vezano na pogajanja. Zdaj seveda, Evropski parlament je tisti, ki zdaj spremlja, ali se Evropska komisija pri pogajanju drži te resolucije, kjer je veliko točk, kjer je veliko govora o okoljskih standardih, o vseh standardih, o katerih smo danes govorili, da ne ponavljam, ne? In to je neka platforma, so neke istočnice, ki jih mora komisija pri pogajanju upoštevati, drugače bo najbrž Evropski parlament, če bo dobil ta končni dokument TTIP na mizo, da bi ga sprejel, bo rekel ne, odneste to z mize, ker ni v skladu s tem, kar je 1. junija 2015 Evropski parlament sprejel. Mislim, da je to tudi zelo dobra, morda bom rekel, neka zaledna zgodba, ki se tukaj, koliko je tukaj sedaj tega dejanskega vsebinskega, strokovnega odnosa do teh vprašanj in koliko pa je tu tudi neke, bom rekel, politične dimenzije, ki diktira, kako in kdaj bo ta sporazum, če bo sprejet in tako dalje. Se mi zdi, da je to zelo pomembno in da se ravno vsaj toliko, kolikor lahko trenutno skozi medije spremljamo, predvsem evropske, se natanko to ravno sedaj odvija in dogaja. Tu je tudi transpacifiški sporazum, kjer so ZDA in pa 12 ostalih, predvsem azijskih držav, kjer se sklepajo in vidimo to dinamiko, kjer pravijo, če mi sklenemo, potem bomo verjetno tudi z vami in tako dalje. Tako da to so vsekakor zanimivo vprašanje, žal mislim, da se jih ne bomo uspeli dotakniti. Preden bi predal besedo še občinstvu oziroma za vprašanja, bi morda še gospoda Balažica in pa gospoda Pluta vprašal, kaj pa Slovenija, kaj to za nas gospodarsko pomeni sedaj. Videli smo vladna študija, nekateri scenariji pravijo minimalni učinki, nekateri celo negativni. Zakaj je to gospodarsko gledano v interesu, zakaj je ta sporazum gospodarsko gledano v interesu Slovenije? Najprej se mi zdi, da moramo tukaj postaviti izhodišča. Govorimo o sporazumu, ki zadeva celotno Evropsko unijo, ne Slovenije. Ne samo Slovenije, pardon. In Slovenija bo tukaj v okviru celotne Evropske unije morala iskati svojo priložnost. Tukaj bomo mogli biti inovativni, prodorni, zato da bomo na ravni Evropske unije znali to možnost povezovanja z Američani izkoristiti. Če pa konkretno povem, kaj to pomeni za Slovenijo, ne vem, jaz vidim v takem sporazumu upanje, kot je verjetno videlo upanje 300 tistih mladih, moje starosti, so mogli zaradi preselitve Pipistrelove tovarne v Italijo zaposliti tam, ne pa v Sloveniji. Veste, to so pa stvari, ki so pozitivna zgodba.
Pipistrel v medijih pravi, da sporazum nam ne bi vplival nikakor. Glede poslovanja z Ameriko gotovo. Dobro. Gospod Plut, še za vas morda, po vašem mnenju, bo mali človek deležen domnevno teh domnevnih gospodarskih koristi in rasti? Jaz sem skeptik glede tega, izhajam pa iz stališča, ki vas bo mogoče presenetilo, iz globalnega stališča. Dosedanji razvoj kaže predvsem to, da so se v zadnjem obdobju, predvsem pa po kriznem obdobju, ekonomske razlike zelo povečale. Zelo sem bil zaskrbljen nad podatkom, da je 95% bremena finančne krize nosil, bom rekel, prebivalec, ki je pod povprečjem. In zelo sem bil zgrožen nad tem, da se v tem času peščica najbogatejših zemljanov, njihovo premoženje povečalo, kot veste, v tem trenutku je podatek, ki ga poznate, pa ga moram ponoviti, 62 prebivalcev tega sveta ima toliko premoženja kot revna polovica človeštva, to se pravi 3,5 milijarde. Sistem je nepravičen in v tem nepravičnem sistemu ne pričakujem, da bo mednarodni sporazum pravičen. Pogledal sem študijo zelo natančno od gospoda Damjana in še dveh sodelavk, ali mislim, da bila ena sodelavka, pa en sodelavka, ja, se oproščam, če nisem se primka zapomnil, ampak sem šel bolj vsebinsko gledati. Tam je pravzaprav ena negotovost prisotna. Če zelo sem iskren, pa bi lahko dal podatke, ki so, bom rekel, v prid proti sporazumu, ampak mislim, zelo nedodelane zaključki so iz preprostega razloga, ker je zelo težko postaviti modelne simulacije. In predvsem bi še na to upozoril, da večina modelnih simulacij izhaja tudi za Slovenijo, izhaja samo iz, ne bom rekel ekonomskega, ampak ekonomističnega vidika in praviloma obrobno vključuje zaposlenost, kot se spomnite, in kar me je zelo presenetilo, okoljskega polja praktično ni. Če na osnovi tega sklepam, se bojim, da to ne bo snežna kepa, ki bo prinesla večje socialno blagostanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo, to se pravi povprečen prebivalec ali pa celo revnejši prebivalec Slovenije, in zaradi tega jaz mislim, da mora biti javnost zelo pozorna ob spremljanju teh dejanj v tem trenutku in se odločati na osnovi čim bolj objektivnih informacij. V tem trenutku, če smo iskreni, objektivnih informacij tudi jaz nimam, da bi lahko zdaj a priori rekel, ta nesporazum bo pa prinesel pozitivne ali negativne, bom rekel, posledice za povprečnega prebivalca Slovenije. Ne upam se enostavno te sodbe dati, prvič tudi, ker nisem ekonomist, in drugič, ker mislim, da tudi noben v tem trenutku teh objektivnih informacij nima. Kot veste, so recimo druge študije kažejo 120 milijard plusov za Evropo, 90 milijard za Združene države Amerike, ko pa greš pogledat, kakšni so bili kriteriji uporabljeni za to, da prideš do teh ocen, pa vidiš, da so, bom rekel, simulacijski, ne? Ja, drži, na strani kritikov je bilo precej razprav tudi o sami metodologiji in predpostavkah, na katerih temelji. Tudi Damjanova študija je v nekem smislu opozarja na določene omejitve teh modelskih simulacij. Tudi to med drugim opozarja, da ni jasno, kakšni bodo finančni učinki na javne finance ob predvideni spremembi regulative, oziroma da to ni moč oceniti. Neke tuje študije so šle v to smer. Jaz bi morda na tej točki, bom rekel, vsaj začasno zaključil razpravo. Na tej strani mize pa k besedi povabil tudi vas, drago občinstvo, kakšno vprašanje morda za paneliste. Hvala lepa. Jaz sem Izak Matej Ciraj. Mogoče bi se od zadaj naprej po temah najprej
Gospod Horvat je omenil, se v bistvu je splošno vprašanje za vse, resolucijo Evropskega parlamenta in ta nadzor nekako, to rekli ste, da bojo spremljali delo, ne, nad komisijo, kako se pogaja z Združenimi državami. Na drugi strani smo slišali tudi pri gospodu Balažicu, rekel, da naše delo civilne družbe, ne, se bo začelo šele takrat, ko bo v bistvu narejen sporazum. Se mi zdi, da takrat je malo pozno, zato ker ne vem kdo... Ja, ampak mislim, kaj bomo lahko takrat še spreminjali, če je zaključena zadeva, ne. Tako da zdi se mi zelo pomembno, da se že sproti spremlja. In me zanima, na kakšen način bo to potekalo, zato ker in kako ocenjujete dosedanje dokumente, ki so bili do zdaj objavljeni, koliko se skladajo z resolucijo. Zato ker resolucija je pri nekaterih delih dosti jasno povedala, kaj si želi doseči in koliko je to že bilo upoštevano ali šla komisija mimo tega. Potem pa glede sistema ISDS, ICS, tu tudi sam gledam iz tega vidika, mogoče poznate tudi mnenje nemških sodnikov, eno združenje, se pravi, rekel, KCN sindikat, pa tudi Evropskega združenja, teh združenj, društev, ne, tudi naše sodniško društvo je v tistem združenju zraven, so dali določeno mnenje, to verjetno ste seznanjeni, se pravi, v bistvu bolj odklonilno ali pa saj pomisli, ki so precej hudi. In tudi sam zelo zaupam slovenskemu sodstvu, kljub temu, da so vsi te zaostanki, ampak zadeva se zelo izboljšuje. Zdaj smo v letu 2015, ne 18 let nazaj, ko je začel tisti stečaj, ki je bil omenjen, ne. Vsa ta zakonodaja se je tudi precej spremenila in tako kot ste rekli, gospod Plut, v bistvu stvari bi že morale biti, ne. Ampak, če postavimo zdaj pa, vsekakor jaz bolj zaupam tem sistemom, tudi, ne vem, ne poznam bolgarskega sistema, tako sem jo izbral, ne, ker se nam zdi, da zaostala pa mogoče je pred nami, mogoče, ne, pri saj zakonodajno, se pravi, deklaratorno. Ampak ne zaupam pa temu mehanizmu, ki bi ga tako postavili po teh standardih ali pa zgledih, kot jih je na začetku gospod Plut pojasneval, ne. Tudi nek nov mehanizem. Tako da tu sem malo skeptičen in me zanima malo več na to temo še. Če lahko morda samo jaz na kratko pojasnim zadevo, ki jo je gospod iz občinstva omenil, namreč Nemško združenje sodnikov in tožilcev, pa tudi Evropska veja Svetovnega združenja sodnikov so sprejela stališča do mehanizma ICS, takega kot je sedaj v novi obliki predlagan, oziroma ga je komisija predlagala in tam izpostavljajo nekatera zelo resna strokovna vprašanja, glede na to, da gre za neka strokovna združenja. V osnovi nekako pravijo, da to, kako naj bi proceduralno delovalo to sodišče oziroma kako bi ti sodniki delovali, ne zagotavlja neke neodvisnosti, neodvisnosti tega sodnega sistema, kar je nujen predpogoj. Druga zadeva, v katero pa predvsem zelo vsi uvodoma izpostavljajo in jo tudi utemeljujejo na neki sodbi iz preteklega primera Evropskega sodišča, pa je, da se sprašujejo, ali ima tu Evropska unija sploh pravni temelj, da ustanovi oziroma predlaga ustanovitev takega stalnega sodnega sistema. In mislim, da je ta zadeva v strokovnih krogih sedaj precej odmevna, ne vem, koliko je razprave pri nas v Sloveniji med sodniki oziroma v sodniških vodah, pravosodnih vodah, je pa vsekakor precej pomembna, toliko sem želel samo na kratko pojasniti občinstvu. Sedaj pa morda na vprašanje, če se pravilno spomnim, kakšno več stališče o mehanizmu in pa glede resolucije in pa besedil, ki pa so bila do sedaj znana. Hvala lepa za vaše vprašanje. Torej, ponavljam, resolucija Evropskega parlamenta je bila sprejeta 1. junija lansko leto in seveda na plenarnem zasedanju jo sprejme Evropski parlament, obravnavala pa sto jo odbor za trgovino, INTA in seveda tudi odbor za mednarodne, za zunanjo politiko, odbor AFET. Kar se tiče 11. kroga, ki je bil lani, je Evropski parlament 11. krog že analiziral in ni imel nekih večjih pripomb po mojem poznavanju. Glejte, jaz seveda v detajle ne spremljam dela Evropskega parlamenta. Zato bom s toliko večjim pričakovanjem videl, kakšna bo ocena Evropskega parlamenta
po 12. krogu pogajanj vizavi te resolucije. Verjemite pa, da bo tudi državni zbor, ali bolj točno odbor za zdaj Evropske unije in odbor za gospodarstvo obravnaval, ko bo pripravljeno gradivo po 12. krogu pogajanj. Očitno pa smo, tako so vsaj napovedi, na neki ciljni ravnini, ne, v letošnjem letu bi naj bila ta pogajanja zaključena. Ampak to je zdaj zgolj informacija, ki jo preberemo v dnevnem časopisju, ali se bo to realiziralo ali ne, je vprašanje. Če smem samo še 2 stavka dodati, gotovo je ta sporazum za nas priložnost, je nevarnost, je pa najbrž tudi nujnost. Zakaj bi lahko, to je pa zdaj moja razlaga, zakaj bi lahko za Slovenijo prinesel vsaj na začetku premale učinke? Najbrž zaradi tega, ker smo mi glede konkurenčnosti relativno nizko. Drugače pa je to velika priložnost za mikro, mala in srednja podjetja, ker bodo lahko relativno enostavno, po seveda teh pravilih, prodrla na ameriško tržišče. In jaz tudi pričakujem, kot nekoč informatik, pričakujem, da bodo v tem sporazumu tudi jasno določena pravila za poslovanje v oblaku. Ampak to je en majčkeni segment, ki jaz izražam moja osebna pričakovanja. Pa še nekaj, ne bi pa želel, da bi vse, kar bi šlo narobe v Evropski uniji, pripisovali temu sporazumu, če bo sprejet. Mi imamo znotraj Evropske unije fantastične probleme. Zelo sveža je razprava danes na odboru za finance, ker smo obravnavali direktivo, ki bi naj nekako sanirala strahovite davčne vrzeli, ki jih imamo znotraj Evropske unije. Kakšne so tu številke, samo za ilustracijo. Na letni ravni zaradi davčnih utaj, zaradi izogibanja plačevanja davkom v Evropski uniji izgubimo približno 1 bilijon evrov. To poročilo je že v začetku maja 2013 pripravila naša poslanka Mojca Kleva Kekuš, 2013. 1 bilijon, 1000 milijard, 10 na 12 evrov je to. To je bistveno več kot države članice 28-terica da za zdravstveno varstvo. In je 4-krat več kot 28-terica da za izobraževanje. Hočem pokazati na en segment, ki ga seveda tudi moramo rešiti, in tu je zdaj kar nekaj direktiv, ki grejo v tej smeri, da bi do leta 2020 naj znotraj Evropske unije to davčno vrzel razpolovili. Oprostite, da sem šel na drugo področje, problemov nam seveda ne zmanjka, ampak zato smo tukaj ljudje, da jih rešujemo. Hvala, Izak, za vprašanje. Zdaj, glede same resolucije Evropskega parlamenta in glasovanja v Evropskem parlamentu. Tako kot je gospod Horvat prej omenil, se po vsakem krogu pogajanj naredi neko analizo tega kroga pogajanj in preveri stvari. Zdaj, jaz sem tukaj prepričan, da če bi prihajalo do kakšnih večjih anomalij, Evropski parlament tega enostavno ne bi podprl. In se mi zdi, da se strogo tega zaveda tudi Evropska komisija. Tudi če mogoče ena stvar, ki zanimivo ilustrira celoten razvoj dogodkov, je ravno današnji članek na MMC-ju o TTIP-ju, ki govori o tem, da Američanom ni jasno, kako mi nočemo popustiti pri nekih stvareh. Konkretno, kar se tiče genetsko spremenjenih organizmov. In mene to navdaja z velikim upanjem oziroma z veliko optimizma, ravno zaradi tega, ker imamo očitno na določenih položajih ljudi, ki se zelo dobro zavedajo, kakšne standarde imamo, o čem se pogajamo in kakšne so naše izhodišča.
in se v teh izhodiščih ne premikajo. Jaz tukaj tudi verjamem, da Evropski parlament ne menja ravno svojega mnenja na vsake toliko in da bo znal tukaj ustrezno zasledovati ta načela. Zdaj mogoče še drug podatek, prej ste omenili dobro, ta stečajni postopek je eden izmed takih primerov, ki tukaj izstopa. Druga stvar je pa ta, da smo vendarle na prvem mestu v Evropski uniji po izgubljenih tožbah pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zaradi sojenja v nerazumnih rokih. Ne. To je pa tudi stvar, ki mene ne navdaja toliko z optimizmom. Seveda bi si želel, da pa se je v zadnjih 25 letih ta stvar normalizirala, se je izboljšala, ampak se mi zdi, da imamo še ogromno prostora za napredek. Zdaj, kako do tega napredka priti, je ISDS ena izmed teh možnosti, da ta napredek sproži, je pa seveda tukaj vprašanje. Ampak zgodovinsko gledano, glede na primere Slovenije, pa glede na to, da so v vseh praktično trgovinskih sporazumih, ki jih Slovenija ima, da je ta mehanizem vključen, do ekscesov ni prihajalo. Če pogledamo spet konkretne tožbe, 4 so bile, od tega so vse 4 tožbe prišle iz Evropske unije, pa imamo sporazume podpisane s celim svetom. Od tega sta 3 tožbe prišle iz sosednjih držav. To se pravi, tukaj se mi zdi, da moramo mi bazirati. To nam kaže popolnoma drug problem našega delovanja in to, da na kakšni ravni imamo mi urejene odnose s sosedami. Dvakrat nas toži Hrvaška, enkrat nas toži Italija, enkrat nas toži Nizozemska. Tako da jaz bi mogoče več pozornosti tukaj posvečal bolj tem mikrotemam. Še doktor Plut, na kratko, pa tamle imamo že naslednje. Tokrat pa res na kratko. Prvič apel. Prosil bi, ker je tukaj tudi predsednik državnega zbora, da bi na osnovi dejstva, da bojo imeli poslanci možnost in poslanke možnost, da si ogledajo ta predlog sporazuma, da se skliče na osnovi tega javna razprava, ker bomo lahko tisti neposvečeni, ki do tega sporazuma ne moremo, prišli do informacij in predvsem bi bile te informacije zelo pomembne za pravnike. Jaz mislim, da je tukaj velika naloga pravnikov, ki razumejo in pravosodja, ki bojo razumeli sporočilne note, ki so skrite v tem sporazumu, da nas seveda državljane o temu informirajo. Točka 2. Poudarjam, da bo ta sporazum Sloveniji naklonjen. Dvomim. Sporazum je po mojem mnenju zelo pisan na kožo mednarodnih korporacij, velikih združb in teh velikih združb v Sloveniji ni. Drugič, večkrat se poudarja, tudi zdaj je bilo povedano, da bo to omogočil seveda dejstvo, torej da bojo naša podjetja se lažje pojavljajo in bolj konkurenčno na ameriškem tržišču. Opozorilo ekonomistov, ki sem ga prebral, je v tem, da bo pa seveda se zaradi tega menjava med evropskimi državami zmanjšala. In tudi do tretjih partnerjev. Veste, kaj želim povedati? Skratka, tukaj je še ogromno negotovosti, za katere bi želel, da se razjasnijo, ker poudarjam, sporazum bo zelo posegel v naše vsakdanje življenje. To ni nek abstrakten sporazum, to je sporazum, ki se tiče od prehrane do okoljskih standardov, konkurenčnosti naših firm, dostopov do mednarodnega, bom rekel, investicije, ki bodo prihajale v Sloveniji. Skratka, to je izredno pomemben sporazum, če se zavedamo, da se tukaj govorimo o tisočih milijardah, kot so investicije recimo iz Evrope v Združenih državah Amerike. In so te investicije 8-krat manjše, kot so investicije Evrope na Kitajsko. Skratka, to je ogromna, bom rekel, ogromna finančna, investicijska, gospodarska teža teh sporazumov. Zato apeliram na to, da se res o temu pogovorimo, tako kot smo se danes strpno, tudi če imamo malo različne razmišljanja, se ravno v tem je smisel debate, da potem pridemo do čim bolj optimalnega, bom rekel, odgovora. Morda še po razpravi, kakšen konsens dosežemo, kaj?
mi ne bomo ga podpisali, ker ne bomo imeli možnosti. Prosim. Ja, pozdravljeni, sem Blaž Podobnik, sem še malo bolj mlad, pa si bom dovolil mogoče malo bolj sanjavo razmišljanje. Torej, glede na to, da kolikor vem, zahodni način življenja in nasploh zahodna družba, zahodni človek je izrazito preveč, bi rekel, potroši preveč energije. Toliko, da recimo ni okoljsko vzdržno že zdaj, če bi vsak državljan sveta toliko porabil. In čeprav razumem, naj bi ta sporazum vsekakor povečal gospodarsko rast, kroženje kapitala in s tem tudi recimo in pač povečanje industrije na tem območju, trgovine in vsega skupaj. Verjetno to pomeni tudi večje izčrpavanje virov, gor dol vse ta okoljska vprašanja. In glede na to, če štartamo iz tukaj, da smo že zdaj na nek način preveč potrošni, s tem bomo pa še bolj povečali ta način življenja, ki sili vedno k večji potrošnji in izčrpavanju naravnih virov, ali ne bi bilo na mestu ravno razmislek v drugo smer, kako zmanjšati porabo, v smislu, da je lahko ta sporazum zremo kot nekaj v smislu skrajno nesmiselnega z vidika tega, da smo že zdaj preveč potrošni. Hvala lepa. Mogoče kdorkoli. Sem vam zelo hvaležen za to vprašanje, ampak ne bom skoristil tega v veliki meri. Zelo se za vami strinjam. Jaz mislim, da ravno zato sem govoril, da bi Svetovna trgovinska organizacija morala absolutno spremeniti svoj način poslovanja in seveda tudi etiko in ekologijo vključiti v osnovo organizacije svetovne trgovine. Samo en podatek, ki absolutno potrjuje vašo tezo, je v tem, da je v tem trenutku ekološki odtis zaradi pretirane potrošnje naravnih virov in obremenjevanja v evropskih državah za približno 3-krat večji na prebivalca, kot je planetarna omejitev, kot so samočistilne sposobnosti našega planeta, v Združenih državah Amerike pa 5-krat nad to dovoljeno mejo. Ali drugače povedano, naš sedanji potrošni način življenja je takšen, kot je, da imamo na razpolago 3 do 5 planetov. Zato jaz mislim, da bi ta sporazum je ena od priložnosti, da bi namesto o količinski rasti začeli razmišljati tudi v mednarodni trgovini o kakovostni rasti. Ali drugače povedano, o manjši porabi snovi in energije in s tem povezano zmanjšano količino. To je pa seveda v tem trenutku popolnoma skregano z vsemi, bom rekel, sedanjimi izhodišči svetovne trgovine in tudi našega načina življenja. In zdaj se bom pa skliceval na papeža Frančiška, o katerem smo že danes slišali. Zelo natančno sem šel prebrati njegovo okoljsko encikliko. Točno takšna stališča so tam zapisana, kot jih vi zdaj zagovarjate. Skratka, jaz mislim, da je tukaj res potreben en širok dialog, da enostavno ta način organizacije, materialne organizacije življenja na tem planetu spremenimo. Zdaj nas je več kot 7 milijard, mi se pa obnašamo tako, kot smo se v predindustrijskem, torej kot so bile razmere v predindustrijskem obdobju, ko je tukaj živela 1 milijarda prebivalcev. Skratka, mi moramo popolnoma spremeniti naš materialni način življenja. In tako, kot je ta sporazum zdaj zasnovan, ne gre v tej smeri. Zato sem jaz, bom rekel, proti takšnemu sporazumu, kot se zdaj snuje, pa tudi kot proti organizaciji svetovne trgovine in materialne potrošnje. Vem pa, da nimam, bom rekel, te možnosti odločanja, ampak se bojim, da mi bo narava dala prav z povratnimi loki, ki bo seveda to civilizacijo spravila v skrajno negotov položaj. Skrajno negotov položaj. Morda še kdo, lokalizacija na mesto globalizacije, ker nas v to terjajo planetarne omejitve in pa negotova prihodnost?
Se k temu, kar je povedal dr. Plut, pravzaprav nekaj dodati. Jaz sem uvodoma povedal, da so moja pričakovanja tudi v tej smeri, da bo ta sporazum, to partnerstvo, to so moja pričakovanja, poudarjam, eden od odgovorov na spreminjajoči se svet. Jaz bi mogoče samo tukaj nazoril ta problem z enim primerom iz zgodovine. Jaz seveda se strinjam z gospodom Plutom. Naša končna verzija sveta mora biti taka, da bo vzdržna, odgovorna in se moramo tako obnašati. Ampak vseeno, če gledamo komparativne primerjave med bom rekel, nekim zahodnim razvitim svetom pa nekimi industrijskimi državami, smo vendarle tukaj na nekem velikanskem razkoraku, vsaj kar se tiče konkretno Kitajske. Če pogledamo zgodovinsko, zakaj tudi s Kitajsko po določenih, predvsem okoljskih sporazumih nismo prišli skupaj. Ker je Kitajska vedno zagovarjala stališče, dobro, vi ste imeli v 19. in 20. stoletju pravico do tega, da ste onesnaževali in izrabljali svet, zdaj pa ta pravica naša. In nočejo niti slišati te variante, da mogoče, da se lahko na naši zgodovinski napaki tudi česa dobrega naučimo in da jim lahko tudi mi kakšno tehnologijo, do katere smo prišli po 200 letih takega razvoja, damo. In jaz mislim, da je tukaj priložnost, tudi v tem sporazumu, da se vendarle te standarde implicira tudi na take tretje države. Seveda, zmeraj je prostor zmeraj imamo prostor za izboljšanje in strinjam se, da nas tukaj čaka še ogromno dela. Ampak če bomo pa s tem sporazumom recimo prisilili Kitajsko ali pa Indijo, da se bo tudi obnašala bolj trajnostno, ja, zakaj pa ne? Še kakšno? Ja, izvolite. Dobro večer, moje ime je Janko Korošec, hvala vsem trem za izvajanje in tudi vam za moderiranje. Jaz bi imel pa bolj tehnično, pragmatično vprašanje, ne toliko sanjavo kot mlajši predhodnik. Koliko lahko na proces približevanja vplivajo ameriške volitve oziroma pač to, kar se dogaja v volilnem letu? Mislim, tehnično, ali se bo ta sporazum podpisoval še pod to administracijo, verjetno ne, no, ampak kakšne so lahko spremembe, če se administracija zasuka, ali pa če je pač v primeru zmage demokratov pride do nadaljevanja, čisto mogoče ena ocena iz Evrope čez lužo. Hvala za to vprašanje. Nisem kompetenten, da bi na to odgovarjal. Zdaj, trenutna aktualna ameriška administracija ima ambicijo, da bi do konca leta ta pogajanja zaključili. A bo to uspelo, jaz ne znam odgovora na to vprašanje. Zdaj bo mogoče malo bolj tehničen. Ameriški kongres je podelil ameriškemu predsedniku ta pooblastila, da to lahko v imenu Amerike zaključi. Vendarle, kot kaže razvoj dogodkov, pa glede na to, da se v najtežjih stvareh še niti nismo začeli od točke do točke pogajati, se to ne bo zgodilo. Lahko se celo zgodi na določeni točki, da sporazum ne bo sprejet oziroma da ga naslednja ameriška administracija ne bo podpisala, kot je gospod Plut je ravno prej opisoval tisti projekt investicij. Tisto, kjer je to ravno glavni razlog, da se je administracija vmes zamenjala in je stvar padla pod vodo. Saj ravno zato so tako hiteli s TTP-jem oziroma s transpacifičkim sporazumom, da so ga spravili čim prej pod streho. Tako da, ja, pustimo se presenetiti, žal tukaj prihodnosti napovedati ne moramo. Niti ne moramo napovedati, kdo bo zmagovalec in tako naprej. Ja. Jaz bi glede te sanjavosti pa to, bi mogoče sam komentar dal, da se mi sploh ne zdi tako sanjavo, se mi zdi čisto realno izvedljivo in kot ga je gospod Balažic omenil, tu se z njim zelo strinjam,
to lahko celo dosegli in to bi tudi morala biti naša zahteva, da se v bistvu te standardi višajo. Kot primer, mimogrede rečem, v Švici vse standarde vedno redno višajo, zato da ima njihova domača industrija kje početi. In v bistvu s tem tudi nam oni posredno dvigajo standarde, ker če hočemo mi tam pri njih prodajati, moramo tudi naše standarde dvigati. Ne strinjam se pa še vedno ne, tam pri tem ISDS, pa bi to vprašanje mogoče samo dodal dve pod vprašanji. Eno je pri firmah, ki recimo pridejo do te situacije, da bi se morali odločiti, da zdaj toži država. Me zanima, kakšen je potem položaj domače firme, zakaj bi mogel biti drugačen za tujo kot za domačo firmo, za tujega investitorja, če smo lahko zelo konkretni tle za naše te primere, ki so bili recimo izpostavljeni, a bi bilo kaj drugače za koga drugega, zakaj bi morali biti drugač, ali bi mogli vsem firmam, tudi domačim, dati enak dostop do tega ISDS-ja, ICS-ja in ali bi bilo mogoče celo doseči iste rešitve po čist naših rednih poteh, ker naše sodstvo ni omejeno na to državo. Mi imamo zato eno skupno sodstvo v Evropi, in če pogledamo, kar je teh evropskih držav, imamo eno skupno točko, eno skupno sodišče v Luksemburgu, pa tudi omenil si človekove pravice Strasbourg. Skratka, imamo mehanizme, kjer lahko zopet nazaj poenotijo ta standard. Če damo kar en tretji mehanizem zraven, ne vem, če dela po enakem standardu kot ta, ki smo ga izoblikovali, izpodkopavamo naše mehanizme, ki jih dolgo gradimo, kot si omenil, 50 let jih gradimo, zdaj bi jih pa z nečem šli pokopavati. In to s Hrvaško razumem, nismo imeli skupnega, nimamo skupnega nadrejenega. Tukaj ni bilo mogoče dati zdaj, da bi oni pristali, da bi dali na naše, dokler niso bili. Ampak pri drugih, ki so pa bili znotraj EU, pa se mi zdi, da ni razloga, da bi to pelilo nekam drugam. Če imamo domače, pa ustaljene pravne poti, ali bilo kaj drugačno. Hvala lepa. Ne, če konkretno odgovorim na to vprašanje, pa se bom zdaj navezal na primer tega italijanskega podjetja, ki je želelo graditi trojanski predor. Tukaj ni bila težava dostopa do trga. Tukaj so imeli vsi enakovredno pravico dostopa do trga. Težava je bila v tem, da smo mi nepravilno vodili javni postopek, ker je bilo, tako kot sem že rekel, italijansko podjetje na prvem krogu izbrano in potem sploh ne, da bi prišlo do pritožbe na to izbiro, se najde neka disketa z nižjo ponudbo in potem se kar zveljavi to in dobi drugo podjetje. To je ta stvar, ki mene skrbi. Ne govorim o dostopu do trga. Zdaj je tudi dostop do sodišča, ja, ampak glej, kaj se je vmes zgodilo tudi z italijanskim podjetjem. Je šlo najprej uradno preko slovenskih sodišč, šele potem se je odločilo za ISDS mehanizem. Pa še treba je tudi drugo stvar poudariti, da je to italijansko podjetje vmes že propadlo. Ravno zaradi dolžine postopka. Kdaj pa smo gradili trojanske tunele? To je bilo 10 let nazaj. Pa še zdaj ni zaključen ta postopek. Zdaj, glede na uro, bi morda počasi zaključili, če je še kakšno res kratko vprašanje, sicer pa se zahvaljujem vsem danes za udeležbo na 19. pogovornem večeru. Upam, da smo vsaj deloma odstrnili kakšno nejasnost, čeprav se bojim, da je morda postalo še več vprašanj, ampak vedno je dobro spraševati se, ker potem človek tudi gotovo najde odgovore, tako da iščite še naprej vprašanja. Hvala. Hvala tudi panelistom in organizatorjem sveta.